Lepo pozdravljeni v imenu založbe Goga. Smo založba, ki se ukvarja predvsem z slovensko izvirno literaturo, tako da moram reči, da knjižničarje zelo pogrešamo. Namreč vsako leto smo priredili doslej tam nekaj čez 50 živih dogodkov z slovenskimi avtorji. Seveda je bilo to v sodelovanju z vami, tako da upam, da se naslednje leto večkrat vidimo tudi v živo. Sicer založba Goga poleg izdajanja knjig počne še marsikaj drugega. Poleg literarnih dogodkov recimo organiziramo še pisateljske rezidence, imamo več festivalov, naj omenim mogoče festival Novo mesto Šort, na katerem podeljujemo nagrado za najboljšo zbirko kratke proze. Še marsikaj drugega. Ampak glavna stvar je seveda knjižni program, letos je še posebej ambiciozen, imamo prek 20 naslovov, od tega kar 9 slovenskih izvirnih romanov. Pa če mogoče kar delim našo spletno stran, bi začela s knjigami, ki so ravnokar izšle in se navezala na knjige, ki so tik pred izidom. Naš distributer nam večkrat reče kar založba Tadeja Goloba, tako da bi danes začela z knjigo Virus, ki je res kot virus šla po Sloveniji. To je 4. kriminalka Tadeja Goloba, verjetno se vsi spomnite Jezera, po katerem je bila posneta nadaljevanka, sledile sta Leninov park in Dolina rož, po katerih se tudi zdaj že snema nadaljevanka. Virus pa kot rečeno 4. in moram reči, da je tudi nas presenetilo, izšla je šele sredi decembra, pa smo v 2 tednih uspeli prodati več kot 5000 izvodov. Naslednja knjiga Tadejeva, ki jo v kratkem pričakujemo je, oziroma ne v kratkem, jeseni pričakujemo, je roman Koma. Ne vem, če ste opazili, ampak Tadejevi romani se pogosto prepletajo z usodo samega avtorja. Vedno jih začne pisati v januarju in zaključi v nekje oktobra, tako da vsebujejo tudi neke najpomembnejše dogodke preteklega leta, recimo virus, recimo COVID, prvi val v romanu Virus, v romanu Koma pa seveda avtor opisuje svojo nesrečo. Letos jeseni je namreč imel hudo nesrečo v gorah s poškodbami hrbtenice in glave, na kar se je znašel v komi. Skratka, Tarasa Birso bomo poslali v komo, pa tudi predvsem na Štajersko, zaradi tega, ker se Taras Birsa vrača v svoje otroštvo. Poleg Tadeja Goloba letos izdajamo še enega avtorja kriminalk, to je Mirt Komel, ki se ga morda spomnite po romanu Medsočje z glavnim detektivom Erikom Tlomom. Zdaj pa se vračamo v predzgodbo, roman Detektiv Dante. Romani Mirta Komelja so sploh zanimivi kot en postmodernističen poskus, lahko jih beremo z nekim poznavanjem žanra, ker se Mirt zelo poigrava z raznimi žanrskimi vzorci, lahko pa jih beremo tudi povsem naivno, kot pač razburljivo kriminalko. No in Detektiv Dante je recimo tak primer. Dante je kot drugo ime Erika Tloma in začne se z prvim umorom, ki je taka klasična angleška detektivka, drugi umor se razrešuje že na način ameriške detektivke, tretji umor pa že psihološki triler, recimo v slogu Patricije Highsmith. To je, kar se tiče Goge krimi. Potem naj omenim še, da zaključujemo z projektom Kosovel. Predlani smo izdali izbor oziroma zbor vseh doslej neobjavljenih tekstov Srečka Kosovela, ki ga je naredil Miklavž Komel. Kosovel, vsem najbolj neznan izbor, je izbor iz teh 2 res monstruoznih knjig, ogromnih 2 knjig, skratka izbor najboljših tekstov. To je konec enega zelo velikega projekta, ki smo ga
pripravljali več kot 5 let. Vsako leto si želimo pripraviti kakšen podoben projekt, kakšen res velik založniški izziv in letos bo to predvsem Francesco Petrarca. Francesco Petrarca je seveda za slovensko poezijo eden ključnih avtorjev, po njem se je zgledoval France Prešeren, z njim je prišla v slovensko poezijo sonet in soneti so se predvsem tudi prevajali. Nikoli pa se ni Francesco Petrarca prevedel v celoti. Tako da to bo prvi kompletni prevod tega pesnika. Srečko Fišer se je z prevajanjem ukvarjal več kot 10 let. Namreč prevedel je vse pesmi iz te znamenite zbirke Francesca Petrarke Canzoniere. To bo verjetno tudi izdaja v 2 knjigah, dvojezična, tako da spet eno bolj izzivalno branje, ampak doslej smo imeli s takšnimi večjimi projekti tudi izjemno dobre izkušnje. Letos imamo pravzaprav 2, poleg Francesca Petrarke, eno takih večjih projektov Zgodba zgodb. To je knjiga Giambattista Basile. To je prevod najstarejše zbirke pravljic. Nastajal je v baročni Italiji in to precej pred vrati Grimm so se pojavili motivi Pepelke, Motovilke, Janka in Metke ter Nulčice in sam Wilhelm Grimm je imel to knjigo za temeljni kamen evropske pravljičarske tradicije. To so pravljice, ki so polne čudežev in čudenja, ampak so hkrati tudi portreti napolitanske družbe 17. stoletja. In predvsej govorijo tudi o socialni nepravičnosti, krutosti in mračnosti. Zato danes več ne veljajo za otroško literaturo, ostajajo pa zelo zanimivo, vznemirljivo branje za odrasle in pa seveda vse nujno branje za vse, ki jih zanimajo pravljice in zgodovina pravljic. Potem je še en tak nenavaden projekt, ki smo ga prevzeli. To je roman Petrova imperatrica izpod peresa Kristine z neverjetno težkim imenom Sabaljevskaite. To je litovska avtorica, ki je en poseben fenomen na evropski literarni sceni. Če sicer njeni romani izhajajo praktično v vseh evropskih jezikih, je pa še posebej popularna na Poljskem in baltskih državah in v Litvi. Recimo vsak 4. Litvanec kupi njeno novo knjigo. Izhaja skratka v milijonskih nakladah. V Sloveniji je pa doslej povsem neznana. Naša ideja je, da bi nadaljevali s temi romani. Gre za zgodovinske romane, ki se vračajo tam nekje v čas 16., 17., 18. stoletja. Petrova imperatrica konkretno govori o življenju Marte Skvoronske. To je bila žena carja Petra I. In po njegovi smrti je postala tudi prva ruska cesarica, Katarina I. In njegovo življenje je recimo Voltaire poimenoval najbolj neverjeten vzpon 18. stoletja, Pepelkina zgodba. Roman sicer se poigrava s temi stereotipi, vsekakor je pa izjemno dobro napisan, izjemno berljiv. Recimo Nobelova nagrajenka Olga Tokarčuk šteje zgodovinske romane Kristine Sabaljevskaite za najboljše zgodovinske romane trenutno dosegljive v Evropi. Morda malo nasledi tega, kar je naredil na Poljskem Henrik Sienkiewicz ali pa v Angliji Walter Scott, pri nas pa Finžgar recimo. Skratka, upam, da se bodo ti romani prijeli tudi v Sloveniji. V tem primeru bomo zbirko nadaljevali za njeno pentologijo Silva Rerum. Če gremo nazaj, spet v Rusijo. 2 ruski knjigi sta izšle pred 2 mesecema. To je Peterburški letopis Fjodora Mihajloviča Dostojevskega, oziroma Peterburški letopis in Bele noči. Bele noči so mislim, da celo prvi njegov roman, njegovo zgodno delo, ljubezenska
ženska zgodba, ki se odvija v času belih noči v Peterburgu, takšna še dosti romantična. Peterburški letopis je pa točno to, kar piše, namreč letopis, ki se piše nekje v sredini 19. stoletja v Peterburgu in prinaša tudi že prve te ideje Dostojevskega, ki jih potem uresničuje v svojih velikih romanih. In to je gotovo knjiga, ki jo vzamete s sabo, ko greste v Peterburg, gotovo tudi knjiga za vse ljubitelje Dostojevskega. Bele noči so pravzaprav že bile prevedene pred približno 100 leti, ampak tokrat imamo tukaj nov prevod, ki ga je naredila ena najboljših poznavalk Dostojevskega, Urša Zabukovec. Drugi prevod iz ruščine je Svetlana Aleksijevič, Vojna nima ženskega obraza. Poleg Tadeja Goloba je bila to najbolje prodajana knjiga zadnjih mesecev. Verjetno jo poznate po knjigi Črnobilske molitve in po seriji, ki jo je pripravil HBO na to temo z naslovom Črnobil. Vojna nima ženskega obraza je pa pravzaprav njena najbolj znana knjiga. To so mešanica publicizma in leposlovja, potem je tudi znana. To je bilo veliko presenečenje, ko je dobila Nobelovo nagrado, ker je prvikrat dobila nagrado non-fiction, se pravi ne fikcija, ampak publicistika, ki opisuje resnične dogodke, in Vojna nima ženskega obraza pripoveduje res številne zgodbe žensk med drugo svetovno vojno in tik po njej. Ne pripoveduje teh junaških velikih zgodb, ampak male zgodbe iz obrobja, pozabljene zgodbe, precej drugačno vizijo vojne, kot jo poznamo. To je izjemno berljiva in pretresljiva knjiga, ki jo res lahko vsakmu samo priporočamo. Potem imamo letos več esejističnih knjig. Če omenim Ameriški Rubikon Andreja Stoparja. To je knjiga, ki jo je Andrej Stopar, ki je dopisnik iz Amerike, RTV Slovenija, pisal v zadnjem letu, zadnje leto Trumpove vladavine. In seveda smo na knjigo čakali vse do konca oktobra, da smo izvedeli, kakšen je bil rezultat volitev, in s tem se knjiga tudi zaključuje. Zakaj pa tak naslov Rubikon? Ker se Andreju Stoparju zdi, da pravzaprav je Amerika z nastopom Donalda Trumpa pravzaprav prišla v neko čisto drugačno ero, s čisto drugačno kulturno zgodovino, o kateri bomo verjetno razmišljali še dolga desetletja, kaj se je pravzaprav tako velikega spremenilo v družbi. To so krajši teksti, ki ne govorijo samo o politiki, ampak opisujejo tudi sodobno Ameriko, kakor je pač Andrej doživel v Washingtonu, kjer živi zadnje dobro leto. Z Janezom Trdino za Dolenjsko mizo je naša zadnja knjiga, ki bo zanimala predvsem Dolenjce ali pa tiste, ki radi jejo, dobro jejo. Janez Bogataj je ob 190-letnici rojstva Janeza Trdine pripravil knjigo, ki je pravzaprav izpis iz rokopisov Janeza Trdine, in v njej so številni pregovori, razni običaji povezani z prehranjevanjem, pa tudi z pitjem predvsem. Konča se pa z 25 recepti dolenjske tipične hrane. Potem še ena prevodna knjiga, Šola za delikatne ljubimce Svetlane Slapšak. Svetlana Slapšak je ena naših najbolje poznanih in prodajanih tudi avtoric. To je roman, ki je preveden iz srbščine, čeprav Svetlana pogosto piše tudi v slovenščini, je to tokrat prevod, ki ga je opravila Seta Knop, mislim, da zelo tankočutno. In že sam naslov pove, zakaj se bo šlo. Gre za ljubezenski roman, ki se dogaja v Grčiji v letu 1974, ravno takrat, ko pade vojaška hunta.
In sredi teh političnih nemirov poldiplomska študentka klasične filologije reši življenje ruskemu igralcu na pragu zrelih let in potem se začne njuno veliko potovanje po sodobni Grčiji, kjer je veliko rečeno tudi o antični Grčiji in zvemo tudi veliko o tem, kako ne izgleda idealno ljubezensko razmerje. Vsekakor je pa to knjiga, ki jo morate vzeti s sabo na potovanje po Grčiji. Zdaj pa nekaj o romanu Pripovedovalec Mirane Likar. To je prvi slovenski izvirni roman, ki je letos izšel. Mirano Likar verjetno poznate po njenem romanu Babuškin kovček, mogoče je še bolj znana po svojih zbirkah kratke proze, ki so bile nagrajevane in izdajane tudi v tujini. Vključena je bila v zelo pomembne antologije v ZDA recimo. Ampak tokrat spet z romanom, njenim drugim romanom. Zanje je morala narediti eno zelo veliko zgodovinsko raziskavo, delno temelji tudi na resničnih dogodkih, dejansko je vzadaj en čisto resničen pripovedovalec, tokrat pa seveda vseeno gre za fikcijo. Začne se roman z obiskom gostilne. In sicer starejši gospod iz doma za ostarele najde v gostilni natakarico, ki mu je še posebej všeč in jo najame, da posluša njegove zgodbe. Izkaže se, da je imel res zanimivo življenje, od tega, da je postal v 30 letih komunist, do tega, da je potem menjal številna imena in številne uniforme v času druge svetovne vojne, da je širil socializem v državah neuvrščenih in tako naprej. In zanimivo je pač to, da ta ganljiva pripoved jasno pokaže, da je preživetje včasih odvisno tudi od prave zgodbe in od pripravljenosti, da nam nekdo prisluhne. Skratka, izjemen roman, zelo zgodovinsko bogat, malce pa tudi ljubezenska zgodba. Tako da to bi moralo biti nekaj, kar bo zanimalo vse bralce, tako zahtevnejše kot takšne bolj poljudne. Kako preklopim tukaj nazaj? Zdaj pa še nekaj o ostalih romanih založbe Goga. Tik pred izdajo je roman Mihe Macinija, Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje. Če na kratko povem vsebino. V majhni slovenski vasici nastopijo težki časi. Tovarne se zapirajo, večina prebivalcev je že brezposelnih. In v teh težkih trenutkih se župan domisli, kako bo rešil svoj kraj pred izumrtjem. Namreč postavil bo trgovski center, to je seveda kraj, kjer se izpolnijo vse želje. Seveda ne gre vse tako, kot si želijo. Poleg teh peripetij pa je mogoče glavna stvar osebna drama županove družine. In če se to začne kot neka komedija, so potem zadaj slišni vedno bolj temačni toni. To je portret Slovenije 30 let po osamosvojitvi, hkrati je pa tudi ena večno ponavljajoča se človeška drama. Če se poglobimo, recimo opazimo, da so liki sumljivo podobni raznim bibličnim osebam in da ponavljajo njihove usode. To se mi zdi ena najbolj ambicioznih romanov Mihe Macinija, romanopisca, ki je prejel za svoje delo tudi recimo nagrado Kresnik za njegovo zbirko Otroštvo, pa številne mednarodne nagrade in prevode. Tako da to je knjiga, ki se je res zelo veselimo. Tako kot se veselimo, pa z malo grenkega priokusa romana Marka Sosiča. Marko Sosič je vse po mojem mnenju en najboljših slovenskih prozaistov z izjemnim slogom, ki je zelo nepričakovano pred nekaj tedni umrl, nas zapustil in zapustil tudi skoraj končan roman Adijo Mare. Ko sva se zadnjikrat dobila, kar je bilo pred nekaj meseci, mi je rekel, zelo mi je žal, spet bom napisal tak roman kot vedno.
On je namreč vedno opisoval zgodbe svoje družine. Vsak roman ima neko drugo usodo, ampak junaki se prepletajo. In skratka, v Dio mare ponavlja ta vzorec. Takrat sem mu rekla, Marko, napiši točno tako zgodbo kot vedno, ker to je tisto, kar tvoji bralci si najbolj želimo. Dio mare tokrat daje v središče zgodbe njegovo babico, ki je bila služkinja, ki je tudi živela na dvorišču neke razkošne vile italijanske v Tržaškem zaledju. In je imela neko zelo nenavadno usodo, namreč med drugo svetovno vojno jo je zadela krogla v glavo. Kar je preživela, krogla se je pa zgubila nekje v glavi in ni prišla ven, niso jo smeli operirati, družina je pa celo življenje čakala, kaj se bo s to kroglo zgodilo. In seveda zvemo potem, kdaj se le prikaže. To je roman, ki se bojim, da ni povsem končan, bomo pa naredili kakšno presenečenje, na kak način se ga vendarle zaključim. Če imamo že eno knjigo o epidemiji, o virusu, izpod peresa Tadeja Goloba, in mislim, da je bila to res prva slovenska knjiga, ki se je odzvala na korono, imamo zdaj že drugo knjigo, in sicer tik pred izidom je roman Brine Svit z naslovom Ne želi si lahke poti. Brino Svit seveda poznate, to je ena najbolj nagrajevanih slovenskih avtoric v tujini. V zadnjih desetletjih piše v francoščini, je avtorica založbe Gallimard, se pa tudi sama prevaja v slovenščino. Skratka, gre za prevod takega krajšega romana, ki govori o tem, kako se glavna junakinja skuša ponovno sestaviti, kako skuša najti notranji mir in zato gre v Indijo, v ašram. In ta notranji mir ni ravno mir, ker se takrat začne korona in kaos in pripovedovalka se mora vrniti v Evropo, vmes pa se zgodi še marsikaj. Še ena ženska avtorica, ki jo letos napovedujemo, je Jedrt Lapuh Maležič. Poznate jo verjetno po njenem romanu Vija vaja ven, je tudi kratkoprozaistka z zbirkami Težko mentalci in Bojne barve. Na pol morilke je naslov in zgodba se odvija okrog begunstva. Namreč begunke tokrat ne prihajajo iz Sirije, pač pa so Slovenke. Gre za roman o tržaških Slovenkah, ki se morajo umakniti pred fašizmom iz Trsta. Najprej grejo v Istro, v neko idilično vasico, na kar le ugotovijo, da bo treba najti neko delo in se preselijo v Maribor, kjer jih zelo gostoljubno sprejme neka družina Gruden in jih nastani kar v svojem stanovanju. In če se mama v tej družini zelo izogiba kakršnekoli angažirane teme, ker ima pač dovolj slabih izkušenj iz Trsta, mlada hčerka postopi povsem drugače in pristane v partizanih. Skratka, gre za eno tako družinsko sago treh žensk, ki pravzaprav ostanejo begunke celo življenje. Tega vendarle ne premagajo. Tako kot Umko tudi mi pripravljamo knjige, ki so povezane s 30. obletnico osamosvojitve, in to je predvsem roman Andreja Blatnika s pomenljivim naslovom Trg republike. Začne se 21. junija 1988 na Trgu osvoboditve, kjer je protest proti političnim aretacijam, zbere se množica ljudi in med njimi je tudi mlad moški, morda nekoliko podoben Andreju Blatniku, ki v gneči pohodi svojo vrstnico in s tem sproži njuno zapleteno razmerje. Roman svoja osrednja lika spremlja skozi desetletja in v njih se zvrstijo tako desetletna vojna, kot spremembe političnega sistema, pa tudi etičnih norm, skratka. Govori o spremembah, ki so nas doletele v zadnjih desetletjih. Andreja Blatnika gotovo poznate, za njim je že kar 35 samostojnih knjižnih izdaj, tako literarnih kot raziskav knjižnega trga slovenskega.
bil je vključen številne antologije, tako domače kot slovenske, in tudi velja za enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev. Zelo bi vam položila na srce še enega avtorja, ki ga pa verjetno slabše poznate, to je Boris Kolar. Ne vem, če se spomnite, pred približno 10 leti je šel njegov roman Iqbal hotel, ki se odvija v Afriki, bil je v finalu za nagrado Kresnik. Potem pa je Boris Kolar, ki je sicer ekolog, se ukvarja z vonjem, je ekspert za okoljska tveganja pri Evropski agenciji, skratka ima zelo močno kariero na drugem področju. Je za 10 let skratka Boris utihnil. V lanskem letu pa je vendarle zbral svojo kratko prozo v zbirki 13, ki je šla pri Gogi, ki jo tudi toplo priporočam, so izjemno duhoviti teksti. Letos pa bo izdal roman z naslovom Potopimo Islandijo. To je roman, ki vse mene spomni na humor kakšnega Arta Pasalina ali pa Jonasa Jonasona. Če povem približno vsebino, je pa veliko bolje, da preberete, da vidite, kakšen izjemen in zelo topel smisel za humor ima Boris. Skratka, začne se na Nizozemskem, nekem izmišljenem mestecu, Zwarteburen. Tam razklani mestni parlament prestreli novica, da so islandski bankirski japiji zapravili vso občinsko premoženje. Nizozemski čut za pravico in medsebojna tekmovalnost zwartenburenških parlamentarcev rodi upor in odločijo se za kazensko ekspedicijo na Islandijo s ciljem potopiti prevarantski otok. In ti mali ljudje, ki so polni strahov in predsodkom, na koncu dosežejo svoj na videz popolnoma nemogoč cilj. Skratka, roman potopi Islandijo in hkrati je ena izjemna karikatura sodobne Evrope in kapitalizma seveda. Načrtujemo tudi 2 zbirki kratke proze, in sicer bosta tokrat pri nas nastopila Dušan Šarotar, ki se mi sploh zdi eden od glavnih slovenskih avtorjev zadnjih let, ampak je na žalost tudi postal v zadnjem desetletju zelo redko beseden. Izdal bo knjigo Melankolija z 4 novelami, pravzaprav skupaj roman o Murski Soboti na začetku 20. stoletja, 4 usode, ki se prepletajo. In pa druga avtorica kratke proze pri nas je Mojca Kumerdej, ki bo svoje kratke proze obrnila tako, kot smo je že vajeni. Verjetno se spomnite njenega romana Kronosova žetev, za katero je prejela nagrado Prešernovega sklada in kritiško sito. Prejela je tudi Kristal Vilenice za svojo kratko prozo. In tudi tokrat govori o nekih mejnih, pa včasih zelo humornih stanjih. To je zelo, zelo nepričakovana proza, vedno nas zna zelo dobro presenetiti. Tako da to je tudi knjiga, ki se zelo veselim. Še en pomemben avtor letos nastopi pri nas, to je eden od najbolj branih Slovencev, Goran Vojnović. Pri nas bo izdal knjigo Zbiralec strahov. To je knjiga, ki je nekako poskus razkritja, kaj se skriva za literaturo. To so zgodbe iz resničnega življenja, iz otroštva, iz najstništva, skratka skoraj avtobiografija. Vedno pa obuja zgodbe, ki so kasneje ustvarile te velike romaneskne zgodbe. V tej knjigi ureja svoje spomine in jih skuša razumeti. Z njimi se poigrava, ampak ne zato, da bi ustvaril zgodbo, ampak predvsem, da bi izvedel, zakaj se zgodbe sploh pripovedujejo. Skratka, gre ne samo za prozo, ampak mogoče še bolj za nekakšno esejistično prozo. Tako kot ponavadi, tudi letos Gogina zbirka prinaša kar precej prevodnih naslovov iz bivše Jugoslavije. Tu je Tanja Stupar Trifunović, ki je dobila Evropsko nagrado za roman Ure v mamini sobi, v izjemnem prevodu Dušana Šarotarja, pa Nora Verde, takšna aktivistična pisateljica iz Zagreba, ki jo je prevedla Suzana Tratnik, naslov je O ljubezni, batinah in revoluciji. Tudi zelo duhovita stvar.
Zelo duhovit je tudi roman Emila Hakla o starših in otrocih. To je roman, ki malo spominja na knjige Bohumila Hrabala. Način, kako se pripoveduje, pa na Uliksesa Jamesa Joycea. Gre za en zelo dolg sprehod po Pragi, kjer se pripovedujejo anekdote, sprehajata se oče in sin. In na koncu, recimo finale je, ko pove oče sinu, nič novega ni na tem svetu zadnjih 2 milijona let, vse to so le variacije na isto temo ogljika, kisika, vodika in dušika. Skratka, vse zgodbe se ponavljajo, ampak strast pripovedovanja pa ostaja. To bi bilo zaenkrat vse z moje strani. Nekaj naslovov sem še prihranila, da vas presenetijo. Zelo bomo veseli, če se bomo lahko v letošnjem letu, v naslednjih mesecih kaj več družili. Mi še vedno upamo, da bomo ohranili svoje poletne festivale, tako da ste poleti zelo vabljeni v Novo mesto. Bomo pa, kot rečeno, veseli tudi, če lahko pridemo kdaj k vam na obisk. Najlepša hvala za pozornost.